Živijo, to so digitalije, jaz pa v rokah držim Appleov iPhone 5S, zadnjo inačico tega telefona, ki se od prejšnje pravzaprav razlikuje le po dveh pomembnih novosti. Prva novost je izboljšava fotoaparata, boljši senzor, boljši softver in seveda posledično tudi boljše fotografije. Druga novost pa je senzor za odčitavo prstnih odtisov. Torej, senzor prstnih odtisov, s katerim je mogoče odkleniti telefon, ne da bi bilo treba, tako kot včasih, vpisovati varnostno kodo vanj. Zadeva še kar deluje, takole nekako, recimo, lahko telefon odklenemo samo s pritiskom na gumb in držim palec in je telefon že odklenen, ker je prepoznal moj prstni odtis. Žal pa zadnje čase, po nekaj mesecih globalne uporabe, slišim poročila, da tale odklep s prstnim odtisom ne deluje prav zanesljivo in da se zna včasih zatakniti in je treba dvakrat probati. Ravno tolikokrat se zatakne, ne pogosto, ampak ravno toliko, da je zoprno. En nasvet, če se vam to dogaja, vam bom pokazal, kaj je storiti, da lahko izkušnjo izboljšamo. Pojdimo v Settings, pod seveda General, Touch ID Passcode, tukaj bom seveda vtipkal svojo kodo, tega seveda ne smete videti, in Touch ID, in tule je spravljen pod oznako Finger 1 moj prstni odtis. Zdaj, včasih se zgodi, da jaz malo, recimo s palcem, majčkeno postran pritisnem in se telefon, senzor se zmede. Kaj pa, če dodam še enega? Evo. Ampak tokrat bom štartal na konico prsta. Takole, recimo, takole, čist tlele. Tole bo moj odtis. Evo, takole. In ga zdajle seveda učim. Ne bi smel pritisniti. Tako, in ga zdajle učim svojega pravzaprav istega prstnega odtisa, ampak samo na vrhu palca. Ok, pa še malo po robovih. Takole. Malo po robovih, da bo ja odčital. Takole. Continue. In zdaj imam v bistvu v telefonu shranjeni dve verziji, dve inačici enega in istega prstnega odtisa. In če hočem, lahko to ponovim še s tretjim, pa grem še odčitati rob palca. In po mojih izkušnjah pol začne Touch ID delovati 100%.